Živijo, jaz sem Boštjan Nahbar in to je podcast Podrobnosti, epizoda številka 097. Z mano kot vedno so voditelja Anže Tomič, Sultan in pa veliki vodja Pižamc. Kje si? Živijo, ta teden bi raj bil, če sem lahko medium-sized vodja. Ja. A ker sam se boš pohvalil, kaj? Ne, se sam pač tako zdi se mi, da je v tej oddaji imam občutek, da bi moral mehen vsaj narejene skromnosti pokazati pred mikrofonom. Tako da, ker se mi zdi, da sem šel v prejšnjih oddajah preveč grandiozno noter, ne, in potem ljudje pričakuje, da bo vsak stavek, ki ga povem, da je spremljal ognjemeti, pa fanfare, pa angelčki, da jih bojo božali po bobničih. Tako da, dajmo malo znižati ta pričakovanje in potem, da bojo pozitivno presenečeni. Čaka, pol to hočeš reči, da ta medium size nima dobene veze z tvojo telesno težo. S čim? Wow, to je Čak malo, pohvalite moram Pižamc, shujšel si ful, no? Kdaj? A res? A že si to kaj videl? Ne, jaz to vsak dan gledam, nič ne vidim. Ne, res. Zadnjič sem vaje videl na televiziji, ko sta bila, sicer smo jel zadnji del oddaje, res zadnjih minutov dejansko, ko sta bila pri Jožetu. Ali nisi videl hrane? Ne, nič nisem videl. Moram pogledati, se lahko najdem na predajalniku. 4D. Ja, 4D. Ampak ja, razlika je očitna. Čestitke, ful si prijeten. Kaj bi sam prosil, da ne uporabljaš izraza, da sem izgubil kilograme? Ampak? Karkoli drugega, zato ker nisem jih izgubil, ker točno vem za vsako kilo, ki je v fitnessu sem jo pustil. A ti je lažje zdaj že trenirati pa vse to, ali je še vedno struggle, daily struggle pa to? Ma ne, struggle je ni mi težko hoditi, to že od začetka ne, pač, ker sem mi takoj v glavi preklopil pismo, moram nekaj narediti, končno in ni tega, je pa jasno, ne, saj to mi je že na drugem treningu, mi Andraž, trener, rekel, da je pač enkoli na vlaži. Dejansko zdaj sem malo računal, jaz sem zdaj bolj švoh, ne, ker prej sem, ne vem, zadnji sem tako tiste 212 kilska kettlebella, ne, držim in hodim, pa počepe, pa me tako muka. Pismo, čas sem imel 34 ali 35 kil več na sebi, pa sem lažje okoli hodil, kot cismo, tako da očitno sem bolj švoh. Ja, to bo to. To je ta racionala in logika, ki drži vodo. Ja, vse preračunano, ne, vsi masni koeficienti. Ne, definitivno, je čist neki drugega. Zdaj sem imel na kulturni praznik, ko sem nastopil za Tamale, sem imel pravljice za smeh in srh v Cankarju in ko sem prepodoval to Rusico in Grdino, ka laufajo tam živali, ki ponovadi sem zmeri tako 3 korake za laufo, kao ne, pa so imeli živali, da sem pa tako tam polnito okrog v Štihovi dvorani, tako za vsako žival tako 3 kroge od laufa in je bilo kar, jaz sem sposoben govoriti še potem, to je bilo kar tak izven telesno doživetje skoraj, da. Če bi pred enim letom to naredil, bi bilo izven telesno doživetje, dobesedno. To najne krivulje so še glih v kontrasmera, veš. Ja, že ima pa taka lepa lička zdaj za babice zaščipati. Ja. Mislim, ne, da ima on lička, s katerimi bi ščipal babice, ampak bi babice ščipale njega, pa da vidiš še Janežev upognjenček. Ne, pri meni je bolj grozen to, da v bistvu sploh nimam več kil, samo prerasporedime se vse. To je največja groza, to je to, ja. Ampak ja, se bom vrnil na pota stare slave, tako da ni panike. A ja, boš, ok. Pa se v redu. Boki, povej kaj. Ja, v glavnem, v prejšnji epizodi... Imate kaj snega? Ja, tu ga imamo ful. Sem smil pa na Švedskem prejšnji, zdaj ta vikend, je bilo pa res mrzlo. Čeprav, je, da so v Sloveniji tudi imeli mraz zadnji dni, no. Tako da smo uspeli malo tega doživeti. Ne bilo res je bilo mrzlo, kot pes. Ampak tu pa ni, tu je pa dež na jugu Španije. Tako da se ne moramo za snegom pohvaliti. Skoraj imel sneg, pa en teden dežja, kar je ful čudno za to in tu nastane taka štala, ko enkrat dežuje, da folk toliko paničari, da je to neverjetno. In na cesti in vse posod, to je... Čak, dejansko prvs dež naredi tisto, kar je 2 cm snega naredilo v Angliji. Že dež to naredi. Tako nekje rečejo, da niso pripravljeni na sneg, tu niso pripravljeni na dež. Dejansko. Da. Ampak dobro, pustimo vreme. V glavnem v prejšnji epizodi, kaj 96, z naslovom epizode Lep Larry David, da vi pojasnite malo na hitro, v čem je tekla debata za tiste, ki so spustili to epizodo mogoče. Kolega Anže, boste vi. Ja, bom. Okay. Jaz moram reči, služen strokovnjak mi nekaj hoče zapirati, samo
Okay, jaz povem. Ne spet do sušilca. Mute bom. V glavnem, naredili smo draft zdravnikov iz TV serij in filmov in je bilo res luštno. To je bila taka bolj glavasta epizoda podrobnosti, ampak se res plača. Pa ful hvala vsem, ki ste se pol odzivali v grupi na Facebooku. To je noro, koliko folka piše. In pa jaz se opravičujem v imenu vseh, ki smo sodelovali, da nismo omenjali doktorja Drakera Moreja, ki je res. Jaz mislim, da je 16 ljudi to napisali, ki je doktor Draker Morej. Tako da to je Joey iz Friendsov, ki ga je igral, kaj je v General Hospital, ne vem, v kjermu sopu je igral. Ne. Ampak dejansko je bil to res velik manjko te epizode, očitno, ker ga je res par ljudi omenilo. Tako da, pejte poslušati, ker je bilo res luštno. Tako da, Pižan, ti pa admin povej. Aparatus si. Poševnica podpri. Ta podcast lahko plačate. To pa. Rokavica je bila vržena. Okay. Pa zdaj, da vidimo, kdo bo dobil zlati boben. Točno to. Okay. A bo to dobil bombažni oziroma svileni metuljček na roke vezan ali lesen z elastiko. Zdaj vidimo. Kaj bo prišlo? Drugač pa aparatus.si seveda spletna stran, kjer najdete vse trenutno živeče, pa tudi tiste hibernirajoče podcaste, ki so kadarkoli se sprehajali po našem spletnem mestu. Potem pa smo aparatus.si na Facebooku, kjer imamo tudi skupino z takim lepim kratkim imenom Aparatus Legitimna FB skupina in pa pridite potem še na Twitter, kjer smo aparatus_si oziroma podrobnosti _si za slednja skrbi naš služen strokovnjak, ki je trenutno brez komentarja, zato ker sem ga vrgel skozi okno v tale sneg zunaj. Mi smo, da se malo hladi boki, to moram tudi povedati, recimo Anže, ki je v kotlini. Mislim, da je sneg v Ljubljani že čist pobral. Ne, ta stvar, kar je toliko zamedel, da je noro. Koga je zamedel? Ne vem, ampak to, da je bilo od zunaj, pa avtobusi se ustavljajo, tako da je kar v redu. Pri nas je fino, ker smo več nad 500 metrov nad morske in se drži že nekaj časa, tako da dejansko ceste celo imamo splužene, ampak zraven so pa tako, je pa pol metra plus, in je prav luštno tako zjutraj pogledati ven vse bilo. Vsak dan ta ruska roleta, ki se sprehajaš iz hiše ven in čakaš, če so slučajno glih tisto jutro toliko topljiv, da bo sneg strehe zgrmel. Ledene sveče smo sicer dol že pometali, tako da nismo toliko adrenalinski, ampak Okay. Kaj bomo danes počeli, Boki? Čakaj, veš, kaj moramo povedati? Seveda je opcija, je 4, 8 ali 12 evrov mesečno, da si bo lahko Boki kupil zimske verige za vdež. Boki, zdaj pa povej, kaj bomo počeli danes. Nič, uvir zadeve so na vrsti. In imamo enega napaljenko, da danes tu z nami. Ja. In to nisem jaz, in to nisi Anže. Ja, to je pižam, sem šel nek let, da ni bilo misterij razrešen. Tako da Boki reči besede, ki jih je treba reči. Pa ne bi še, jaz bi še malo kaj drugega. Ne ti jih prešepnem. Srečno, pa ne za večno. To je na koncu. Začetek je malo drugačen. Že štarti zadevo. Ok, kdo bo še prvi? Kdo vpraša? Jaz mislim, da Boki začne. Kdo vpraša, točno to. To sta bila tiho, bada. Ja, več ali manj. Ok. Jaz padam na meč in sem drugi in je Pižam tretji, čeprav. Ja. Ok. Začeli bomo na koncu, a ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo začeli pri istoku. Razlož, da moraš vse razložiti ljudem. Da bodo vedeli, o čem se pogovarjamo.
Jaz sem danes videl na Twitterju, v bistvu, da je Gogi Dragič dal en tweet, kjer je pač dal onga emojija, da pač kot tiho bota, ne, za izjavo istega čopa. Ne, in v bistvu, res sem potoval zadnjih par dni veliko, nisem bil toliko mogoče aktiven, sploh ne vem, kdaj je točno bilo včeraj, kdaj je bilo to v Tarči. Ne. Ja, mi to s ponedeljek snijamo, v četrtek gre pa ven. Pač, pravi nedelja. In sem to normalno spustil in slovensko športno javnost je razburila izjava gospoda Čopa, no, ki je izjavil, da če povzamem, da ne bom na dolgo preveč bral, ampak če povzamem, da naj bi slovenski športniki, tisti, ki večino nastopajo za tuje klube, naj ne bi direktno prenašali slave Slovenije. Zdaj prvo kot prvo sploh ne vem, zakaj se treba pogovarjati o kakšni slavi, ampak če že jaz ne vem, kako je možno, da lahko nekdo na njegovem položaju sploh izjavi tako stvar, ko pa lih vemo, da pri nas, če ne drugega, če lahko reče direkt, imamo vodilne športnike ravno v teh situacijah oziroma klubih, se pravi od Goge Dragiča naprej, ne vem, potem Kopitarja, Jan Oblaka in tako naprej, to so igralci v različnih športih, ki pa vem, da prenašajo določeno, če jaz se sposoben to besedo, slavo Sloveniji. Tako da je tako mene kot večino teh športnikov, ki smo v teh situacijah zelo nekako, ne morem reči pretresla tega izjava, ampak presenetila, no, tako negativno presenetila taka izjava. In se mi sploh ne vem, zakaj bi mogli primerjati športnike iz individualnih športov in pa tiste, ki igramo v ekipnih športih, ki nastopamo za Slovenijo. Zdaj pa smo nastopili za Slovenijo, druga stvar pa ne razumem, zakaj je treba tiste, ki uspehe dosegajo samo prek, bom rekel, svetovnih prvenstv ali pa olimpijskih iger, nekako primerjati in jim dajati, bom rekel, ne vem, njihove uspehe imeti za bolj pomembne, kot pa za tiste, ki z različnimi klubi, ne vem, osvajajo Stanley Cup ali pa Jan Oblak več kot uspešno igrati v Champions League ali pa Goran Dragič na All-Star tekmu. Tako, no. Sicer sem danes malo prej, preden smo začeli snimati to epizodo, videl, da je bila narejena, oziroma da je gospod Iztok dal na Facebooku eno izjavo, kjer sicer želim malo pojasniti svoje neprimerno izbiro besed, kot on pravi. Jaz seveda osebno s tem nimam nobene zamere ali pa kaj takega. Je pa bilo mogoče res na nepravem mestu, na nepravi način rečeno to, kar je bilo in bi se sigurno, če bi bil še vedno v tisti svojem vrhuncu, ko sem bil, ali pa da bi bil recimo v položaju, tako sem prej rekel, Gogi ali pa Anžeko Kopitarja ali pa Oblaka, veliko bolj razp na tako izjavo, sploh nekoga, ki je na takem položaju. Ne vem. A vi ste videli to izjavo? Je bilo to tudi vam? Jaz bi rekel, da se čisto strinjam s tabo, ker če primerjamo to tebe kot individualnega, kot skupinskega športnika in mene kot individualnega, ker se mi zdi, da si ti že igraj recimo v NBA pa Evropska prvenstva vse stopil več za promocijo in slavo Slovenije kot jaz, ki sem Slovenijo zastopal na svetovnem prvenstvu v Katanu v Esnu leta 2008. Tako da jaz ti čisto prav dam. Okay. No, ja, če bi pižam stik kot seveda človek, ki je bil reprezentanci za Katan, dobil status, ta najvišji status, pa da bi Zveza slovenska za Katan, igralcev Katana, dobila več keša, kakor za sebe, bi se lahko pogovarjala. Ampak ja. No, sam, ko si pa že pri tem, že sem te lestvice, te lestvice pa so malo zanimive za pogled, vseeno, katera zveza dobi. Pa dobro, mislim, jaz ne vem, mene te lestvice po svojih tudi štekamo, veš, ker pač ene športe načeloma je treba malo več podprt, ker pač niso komercialno toliko spet zanimivi, ne, veš, pač to še ne pomeni, da pa treba obupati nad športom, ne, tako da so tisti, ne vem, koliko se res plača obarati. Po drugi strani pa s tem pol se mi zdi, da ne bom rekel podpiraš, ampak ja, mogoče podpiraš neko povprečno po vseh športih, namesto da daš tismo enemu ali pa dvema, ki bi lahko bila pa top, in pa ne pomagaš. Mislim to, da so košarka, rokomet pa nogomet na dnu, kar se tega tiče, se mi zdi malo razočarano. V bistvu, verjetno športi, ki poleg mogoče smučanja največjo gledanost pripeljejo v Slovenijo. Vsaj meni se zdi. No ja, ne, se nič ne rečem. Sam tako pravim, da je pač, se mi zdi, da
nek razmislek mora biti o tem, veš, kje se da komercialno pač prija do denarja za šport, pa kje se ne da. Ker sklepam, da nekje se ne da, pa so še zmeraj olimpijski športi, pa imamo mi rezultate. Tako da ti si je meni tako. No. Ampak to, kar je pa on rekel, je bil weird. Pač. No, ampak gledajte, potem pa tek vprašam, pa vem, kaj boš odgovoril, ampak vseeno. A tebi se zdi za prvaka Eurobasketa fenomenalno stanje košarke v Sloveniji trenutno? Ne. Jaz sem že 5 let govoril, da hira vse. Ne, le se iz čistri, jaz mislim, da glede na to, koliko druge zveze dobijo, ti ne bi rešil basketa. To ni toliko keša, da mi je zdaj povem, kaj hočem reči. Nisem to problem, se strinjam, ampak če že mentaliteta taka v vrhu, to razumem, ampak bolj bi to kupil, če bi bile te razlike take, da če bi pa basketu dal, ker tisto, kar dobijo v neke so višje, ne, bi bilo pa vse rešen, pa če res ne bi bilo. Ne. Ampak malo ti dam prav male, pa tako, ampak mene bolj ta memod, ta ločevanje, to, kar si ti rekel. Je pa super, le to moramo povedati. Slavko Jerič je napisal res fajn kolumno na MMC-ju, z citati in z vsem jo opremo. Bomo dali linke v zapiske, si jo preberite. Mislim, da je naslov mi je tudi zelo všeč. Čop spet razburja. Ja, ne, pred časom je že nekaj imel zapovedati, ko je v bistvu bil Anže Kopitar izbran za najboljšega športnika Slovenije. Ja, absolutno. Zato mi je še meni Slavko pač tako, ker on ima res ta zgodovinski spomin, se temu reče, kar se tiče športa. Ne, pa ko smo ravno pri basketu, ne, to sta zasledila, kaj se je zgodilo ta vikend. S Šenčurjem. Kva? Šenčur je bil Pavaja neki poškodovan, ali da ni neki, pa še Muriča mislim, da tudi ni bilo, ali koga v glavnem, in so imeli dejansko toliko malo Slovencev noter v ekipi, da tujci niso smeli igrati zaradi nekih pravil, tako da celo tekmo je prva peterka odigrala. Celo tekmo? Wow. Ja. To pa ni dobro. No, in ko smo že pri tem. Sicer so zgubili, ne, ampak so pa za prvo četrtino so celo dobili. Bom poiskal vmes pa tudi en nisem zasledil. Ja, ampak če je to še en indikator, v kakšnem stanju je košarka. Točno to. In čak malo, ne pozabiti, v državi evropskih prvakov, stari. To je Jebeno, to je problem. To je kar težava, to se čisto. Pa ne nočem povedati, da je to zdaj težava samo v tem, da je to zdaj problem zaradi tega, kar je izjavil gospod Čop, ampak problemi so sigurno večji ali pa globlji, ampak vseeno, no, mislim, tako mu rekel, ko se pogovarjam z ljudmi, mislim, to bo en faktor, ki je mogoče res zaskrbljujoč. Če smo li že pri košarki, pa lahko zaključimo, da ne bomo preveč dolgo vlekli, ampak ko se pogovarjam z ljudmi po Evropi okoli, slovenska košarkarska liga, se pravi liga iz države, ki nekako predstavlja prvake Eurobasketa, niti ni na radarju dobenih resnih ljudi, skautov, menedžerjev, a veš, tako trenerjev, neč. Mislim, to je res tako dotikanje podna, stari. In jaz ne vem, na kateri točki se bo folk, ki vodi te športe v Sloveniji, pa se to malo odprlo oči, pa se malo zamisli na tem. No. Samo to, ker je res postaja tako porazno slabo. Ja. In z lahkoto se iz distance nekako kritizirati pa to, ampak res zadnji cajt, da se nekaj spremeni. No. Pa namo več o tem. Anže, naslednja. Zdaj sem jaz. Okay. Ja. Zdaj sem ne zbiram med dvema, ampak bom preparal. Moramo se malo pogovarjati o ta, ki je Elon Musk, ta človek, ki ne more nič narediti narobe, pa veliko dela narobe. Kaj je narobe? Če poslal Teslo v vesolje. Ja, ne. Ta del je super. V glavnem, tisti, ki je bolj važen, en model, jaz ne vem, kdo je to naredil. Prvo sem mislil, da so pri Tesli to naredili, mislim, da niso. Ne. En model je naredil page whereisroadster.com. A kdo to videl? Tako vam bom dal linke, zdaj, ko smo na dveh različnih Skypih, moramo dva pastati. V bistvu, ali pa sej, Boki napiš, whereisroadster.com v Google, no. Okay. In je en model naredil page, kjer je v bistvu taka, vam temu rekel, interaktivna, zelo krepili narejena, meni ful všeč, grafika, kje točno je Roadster na kjerkoli dan. In njegovo orbito kaže. Se pravi, moraš iti tam na čart, klikneš na un čart, ali pa tam v levem, to tudi v zapiskih, ki vse ljudje, ne. Ja. Je taka animacija in od spodaj tako lahko poziraš, ne, tako da zdaj, kaj smo danes, danes smo 5. marec, ne,
na 5. marec. Zdaj je še zelo pri zemlji, očitno. Ja, Zelo pri zemlji, ampak pa, ki spustiš čez, pa točno vidiš orbito, kje bo šel, kako Mars lovi v bistvu. Wow. In se mi je zdela dosti huda fora, no, pa zelo mi je všeč, ker je Sonce najbolj češko na svetu, v tej grafiki. Planeti so še nekako ok, tam je pa rovce. Zemlja zgleda preveč kot krogla. Ja, ampak Tesla Roadster je pa v bistvu logo od Tesle, kar se mi zdi pa fenomenalno. To se mi zdi ena boljših stvari. Zdaj, jaz sem tam še malo preklikal, tako zanimiv page, jaz sklepam, da je vse to res. Jaz še enkrat proti temu, kar ljudje govorijo, jaz nisem astrofizik. Ampak res mi ta graf me prav ne smejo. Tako da še enkrat vse v zapiskih, če ste na aparatus.si pod podrobnosti 97. epizoda, so vse linki, so tam pa poklikite. Ampak je res tako, noro mi je, ker ta Tesla logo okoli krož zraven. To se mi je tako nasmejal. Koliko je bilo to stari videti? No, mislim, meni je bilo to ena bolj cool zadev. No, ja, me je bilo tudi dosemsko, pač, ker je dejansko avto. Mislim, prav tako, onga pač vesolca so dali noter, pa prav sedi, pa kot da kolira, pa se vodi po vesolju. Mislim, neverjetno, no. Stari, to je... Mislim, dober, to, da kako naštimajo ono lutko, se mi zdi malo manj impresivno, kako pošiljajo satelite gor. Ja, ampak, a veš, da to narediš, stari, a veš, ti moraš se Ja, dober, se pravi, a veš, to je to, ne, to je pa ta od Tesle, ta bizarna aroganca njihova, ne, ki je pa tako, ne vem, njihov PR je meni prilično grozen, ker so mi avtomobili vedno bolj cool, ne. Ja. Je pa to, je pa PR, malo že douchebageri vse skupaj. Čeprav jaz sem nek zasledil, pa zdaj ne vem, je to pač bilo resno, ne, da ne bi on pač raketa mora biti obtežena, ne, ti rabiš neko obteženost in da ne bi ponudili nasiclo, ne, pač če hoče, da jim kaj gor pelajo, sam da niso bliza. Ja ne, sem po mojem itak, veš kaj, bajeda, ker so te testni leti, a ne, je pa pač beton noter, ne, valjda ne dajo neki tazga, ki je resno, zato je velika šansa, da šlo kaj pogobe, a ne. In pol so mogli pač neki dati in so dali, pa se ta avto, to je treba vedeti, Tesle so pač težke zaradi baterija, ne. To res niso neki agilni avtomobili, ki okolo vinkov, veš, švigajo in ne vem kaj, to so bune baterije, pač to je proper teža, ne. Recimo, če bi moral primerjati obnašanje, ne, v enem ostrem ovinku, pa driftanje, pa pospeške, Tesle pa Peugeot CC, kaj misliš, da se ima Peugeot CC v ovinkih več šans. Prav, Godler vedno prehiti Tesla. Ja, ne, razen v ravni črti je pa Tesla najbolj impresivna stvar v zgodovini človeštva, vsaj kar sem jaz videl na netu, to je pa noro zgleda, ludek razsmavt, ne. Ne vem, glede na tole grafiko, ki se glihar pokazal, je Tesla impresivna tudi v neravni črti, tudi v krožnici. Kle NASCAR voz. Sam sem imel pa možnost zdaj dvakrat v tujini, prav, ko smo bili z kolegi, ko naročajo Uber, da si lahko posebej prav nočeš Tesla Uber, veš, oziroma pa ti kao luxury vehicle in doskrat tudi Tesla in pismo se je fajn pelati, res. Mislim, res je feeling, no. Ne vem sicer pros pa cons, či se, a ne vem, tudi glede baterije, vsak mi vedno reče, da je v bistvu dosti manj, ko pa dejansko rečejo, da je lahko prevozi, ampak sam feeling noter biti, pa velik ekran, pa koliko pospeški, pa tako se, pa sama tišina, ne bo neko glasnost, ampak tišina vožnje je impresivna. No. Ja, sej fora je pri Tesli je v bistvu res sam to fora, ki je pač navora ima ful, ker je zelo, a veš, ki je hiter, ker so elektromotorji, ne, to sem jaz pač s parimi temi, ki avtomobile popisujejo, govoru, ne. Šauta avtosale. Ne, pač fora je pač, da res sam ravna črta, ga piči, ki sneta skera. Drugače so to ful težki avtomobili, ni to zdaj, da už ga na dirkališče pelo. Treba zaviti, je pa panika, kaj je volan. Skor. Ne, pa še to, mene pa v bistvu tako, kakor mi je ta velik touchscreen po svoje cool, ne, me pa tudi malo straši, včasih je fajn, da so gumbi za kakšno stvar, da ti ni treba pogledati, kva delaš, ne. A veš, ti gumb lahko obrneš, pa še zmeraj na cesto gledaš, ne. Ja, klepa pač, ne vem, dokler se ti tam dotikaš, ne vem, kdaj to točno veš, ne, pa tudi ti tako, beda navigacija je dosti lame, no, mislim tako, da riše. Ja, jaz bil, to boš pa prav, v Uberju, ko sem se vozil, je imel tip zraven telefon, pač tako zraven, ki bi rekel, tako postavljen, da je imel pač tisti tako nosilo in je sam rekel, da rajš uporablja Google Maps, kot pa od Uber navigacije. Ja. Koliko pa je cena zdaj Tesle?
Ja, ta mal bo kao, ta osnovna verzija bo okoli $30. Veš, kakšna je inflacija? To, sem bil jaz mulci, bil Tesla $500. Meni so res ful so mi zanimivi. Sam pa bereš, kako jih sestavljajo, pa to pa vidiš, da še niso čista velika firma. Ne? Da še zmeram. Kaj hočeš reči, kaj je problem? Je tako, pač, ki delajo avtomobile, da niso glih še, ne vem, Toyota ali pa, ne vem, Volkswagen ali pa ne vem, kdorkoli. Da pač jih še zmeraj malo tako na roke sestavljajo, pa šraufajo, no, ni še čist tako avtomatiziran, pa če gre kaj narobe, tako, no, ni še to kul, kot bi mogli biti, no, ampak pač počas bojo, po moje, no. Me je pa presenetilo, ker sem videl, ne vem, pač res nisem vedel prej, sem si predstavljal, da so samo tako na posebnih sejmih se jih da potem naročati, pa mogoče res posebne, bom rekel, salone tako izven mesta, pa je tako zelo luksuz, pa varianta taka posebna. Me je presenetilo, recimo, ko sem bil zdaj v Göteborgu, je bil pa v centru mesta, prav tako trgovina Tesla, veš. V Bruslu imaš tam na tej glavni ulici, imaš tako tudi Tesla štacuno, ker vsakič, ko sem gor v Bruslu, grem tam malo zraven, pa malo pogledam. In imaš enega imaš pa pravzaprav sam podvozje. Ja, ta podvozje dajo neke, ja, da vidiš elektromotorje. Ne. Sam je, fora pri njih je tudi to, oni direkt avtomobile prodajo, samo v Ameriki. No. Oni ga pač direkt prodajo, veš, ni tako, da imajo salone, veš, da en drug za njih prodaja. Ne. Kar se zbeda za enkrat, če dobro vnesem, ampak imaš pa tudi že kar horror storije, ker ljudje ne morejo, ker gre kaj narobe ali pa neki, pa se moraš v bistvu sam z njimi pogovarjati, veš, ker niso tako razpršeni. Tako da to, če jih bojo začeli v takih cifrah prodajati, ki jih bojo zdaj s tem to trojko, ne, če se bo res prodajala, če jih bojo lahko sploh naredili, ker očitno jih bolj počas delajo. Ja, ne vem, kako to čisto funkcionira, ker do zdaj jih res niso veliko prodajali. Samo pa res zanimivo videti, kdaj bo tisto leto, ko bo dejansko konc s temi avti, ne vem, bencineri pa tako naprej. No? Jaz mislim, da Zdaj sem videl, da je bilo, čeprav se ne morem spomniti, za nemško mesto je pisalo, da je v centru prepovedana vozila z dizelskimi motorji, pa ne za Berlina. Ja, sam to je pa zato, ker so dizli res škodljivi, pa so nam lagali. To se mi zdi kar malo noj. Prvo dizli, pol bencinari, pa bo konca. Ne, sam to je ful razlika. Pač dizel ima teh, kva je dušikov oksid, ne, ga pač brutalno veliko sproducira. Pa so pa v bistvu... A mi lahko nabiješ slabo vest? Ja, jaz isto, ta stara, mene čist ved. Men tudi. To, gledaj, ne res. Podrobnosti, ne, ja, ne ekološki podcast. Ne mi oco še enkrat reče okoljevarstvenik, če upa odaj. Ne, sem res, to je groza. Jaz mislim, da itak našel bencinski motor stran. Ker se mi zdi, da na eni točki, če bojo hoteli pa vsi baterije delati, ne vem, kako bo to za okolje. Isto dober, ne vem, kaj je slabše, ali izpušna cev ali pa pol, ker te baterije ostanejo, pa se jih ne da zreciklirati. Tako da, to je zabavno. V vesolje jih bi pošiljali Tesla. Ja, se je ful dobro reči to. V sonce jih bojo poslali. Ja, tako. Ja, to se bo zgodilo. Ja. Anže, ker smo ravno pri Tesli, ki imajo oni tovarno? Nevada, mislim, da je ta velika. Ker sem tako lepo istočnico si mi dal s tem avtomatiziranim, da pač imajo pa nekaj drugega avtomatiziranega v ZDA in sicer v Pasadeni, v Kaliforniji, imaš fast food restauracijo, ki se reče Kelly Burger in tam pleskavice obrača robot. What? Ne razumem. Ja, imajo robota za obračanje pleskavic. Dejansko imaš robotsko, grilku, ki je robotska roka, ki obrača pleskavice. Zdaj, za enkrat zna sam to, se pravi, če je cheeseburger, mora priti en človek zraven, pa mu dati zraven sir gor. Ampak je, prav, tale direktor tega Kelly Grupa, ki ima to verigo obratovalnic, kot je že rekel, Mito v komadu, te burger, prav pri nas to prevedajo v okrepčevalnice, da je prav, the key to success in the restaurant industry is consistency. So anytime you go to Kelly Burger, anywhere you know that the patty will be cooked exactly the same. In pravijo, da je pač tudi, gre dejansko res za najbolj to osnovno delo. Treba je obračati svimo, pač SpongeBob zna to početi. Tako da... Flipping burgers. Ja, da je, ampak da pač prav, da ima to, se pravi, thermal imaging, se pravi to toplotno kamero, pa ima 3D
pa video zajem slike, tako da ve, kdaj obrniti, pa kdaj odstraniti. Prav, da zazna temperaturo pleskavice, velikost pleskavice in pa tudi temperaturo površine žara. Je pa tak robot pravzaprav, prav, da ta tehnologija ne bi pomenila nadomeščanja služb, ampak gre samo za kot pomoč, da vidijo tega flipi, pazi to, flipi je ime temu robotu, da ga vidijo pač kot tretjo roko. Se pravi, očitno, ne vem, so imeli primere, kjer je folk z roko obračal te burgerje in se mora plačevati potem za poškodbe, za opekline. Gre pa Miso Robotics ga dela in stane $60,000. Tako da trenutno ga imajo sam v eni. Je pa na tej povezavi, ki ga boste imeli v zapiskih, se pa tudi vidi, je posnetek. Jaz zdaj gledam, se je prav videlo, on lepo obrača, vmes pa en človek, se pravi človeška roka, gor sir daje. Tako da v bistvu je človek asistent robotu. Ja. To je zdaj kam smo prišli, ne? Ja. Ampak vidim, na koncert od Kraftwerk. Ja, očitno, ja. Ampak pomfrija pa še ne zna voljnot na moč, to je pa nadgradnja, to je pa potem 2.0 zgleda. Ne, pa to je tako, leka burgerje dela, ampak to it's coming in se bo treba s tem soočati slejko prej. Škoda, ga niso malo oblekli, res taka robotska roka je, da ni, a veš, da mu niso dali, da ne vem, tako malo oblike enega smešnega pajaca ali pa nekaj, ne vem, da bi malo človeško zgledal. No, ja, dejansko je pravzaprav tale flipi bi bil lahko karkoli, tudi proktolog, ne? Ja, to v bistvu za Bokija ni dosti zabaven, ni dosti, da robot obrača. Zakaj? Zakaj nima gor face od Pennywise, recimo? Ja, neki. Manjka. Okay. Tak šel bi človek si Bokij. Če bi to videl, me ne bi impresioniralo. Bi rekel, ne. Poživo mislim. Rekel Bokij, a zna to, pa bi z roko segel no tole po pomfri. A smo prvi krog smo, ne? Ja, prvi krog smo, ti si. Ok, v glavnem, čakam, bom začel kar pri naslovu, oziroma bom hkrati probo noter prelepiti to, da boste lahko videla to zadevo. In sicer na Japonskem se zgleda, lih preko sem začeli z športom, se nekaj bom nadaljeval, danes bom res, moj vir zdaj bo vse povezan s športom. In sicer je model priznal, ne, da je svojemu rivalu, se pravi Kajakaš, Yasuhiro Suzuki, je priznal, da je svojemu rivalu v reprezentanci, oba sta se borila da bi se kvalificirala v ekipo, ki bi se potem borila za 2020 olimpijske igre, ki bojo seveda na Japonskem, v pijačo mu je vlil dozo anaboličnih steroidov svojemu kolegu, Seiji Komatsu. In on je normalno na testu padel, bil je pozitiven in je seveda zelo močno zanikal kakršnokoli jemanje drog, karkoli. V bistvu zgleda, da toliko močno in da je v bistvu sledila raziskava oziroma so naredili preiskavo, ki je upravila Japan Canoe Federation. In na koncu so prišli do Suzukija, ki je priznal, da je v bistvu vlil Komatsuju v tole pijačo pač steroide. To ne bi bilo niti nič toliko čudnega, če se ne potem pokazalo, da je v bistvu Suzuki že večkrat prej naredil podobno stvar, ko je v bistvu svojim kompanjerosom že kradel opremo za trening in za tekmovanja in jih na tak ali drugačen način pač probo spraviti iz ekipe oziroma si priboriti on boljše mesto v ekipi oziroma v reprezentanci. Zdaj so seveda so predlagali Suzukijevo izključitev iz reprezentance oziroma iz federacije, kot to piše. Povej. No, a vidiš, koliko individualni športniki naredijo za prepoznavnost države? Bum! To sem še pozabil reči, da je potem dobil 8-year ban, se pravi 8-letno prepoved kakršnekoli tekmovanja. Tako da, steroide vlil svojemu rivalu, reprezentanci. Zdaj, trenerji pravijo svojim varovancem pijačo zmeri sabo, tudi na skret pijačo sabo. Vse posod. To je pa noro. To je kot Battle Royale. Mene bolj zanimiv
Meni je bilo zanimivo to, ker jaz ne vem, ne vem, kdo mi je to razlagal. En kolega mi je to razlagal, da kao Norjaki Kasaje, veš, kaj še zmeraj skače. Ne? A še skače? Ja, model še skače, mislim, da je 41. Zanči bo en super članek tudi v New Yorkerju. Mogoče sem to celo tam bral, se ne vem. Ampak njemu, ki je kao tako, da dokler je v reprezentanci, ne, bo tako neko kul plačal, pa tako, mu ni treba na šiht hoditi. Če neha, ne, mora pa na neko službo, ki je ful manj plačana. Podaljšuje. Ja, mislim, da zaradi tega malo podaljšuje. Ne vem, kdo mi je to razumel, ful ne vem, zakaj vam to res lahko da čisti boljši zdaj govorim, ampak dejansko, to se mi zdi kar verjetno. Samo veš, njemu to ni toliko ekstra, bom rekel, to spuščanje pač po strmini, pa skok 100 metrov ali pa več. Njemu to ni toliko čudno, recimo, kot pa tebi. Njemu pač to normalna dnevna dejavnost, kakorkoli že pogledaš, verjetno, ne vem. In pač, če si lahko s tem podaljšuje boljšo plačo, pa potovanje po svetu, pa konc koncev to, da ga imajo na vsaki posod radi, ker res postaja, oziroma je že prava legenda smučarskih skokov, zakaj pa ne, ne? Mislim, jaz kot športnika razumem, no. Konec koncev, Anže, ti tudi ostaješ raj na radiju za boljš, ustrajaš tlele na aparatusu, ne, to kešano sraj, kot da bi prevzel tisto oddajo, kot jo Mario že 5 let ponuja. Ja, ja, škaj, nedeljskih 60 se mora enkrat vrniti, glavno, wow. Anže, tisto kvelik do šnucev nedeljskih 80. V glavnem, čakaj, a jaz sem, okay. Ja, izvolijo. Okay. Zdaj imamo pa že spet eno, ki jo me je v bistvu strah. Strah me je tega linka, ne, zdaj ga vam dal v zapiske, da ga boste lahko videla. Okay. Ker enkrat so nas že nategnili. Zdaj najdel sem seveda iz bolj prestižne publikacije oziroma pač vdaje, to je The Today Show na NBC-u. Zgodbo, kjer si pa ljudje zaprošajo za poroko, ne, pač, tako da dajo prsten v avokado, ki ga napol prerečejo. Čak. Ja, okay. Še enkrat začetek. Nameš škatlice, ne, od prstana, imaš pač avokado, ki daš peško ven in tam, kjer je bila peška, daš prstana. Ne. In potem ga tako prerežeš in ga pač dragi ne, predstaviš kot kao Will you marry me in odpreš avokado. Tako da, na zadnje, ki smo se o avokado tih pogajali, smo imeli Luna, ki so pili kavo iz avokada. Se je hotel reči, da zdaj le dva hipsterja morate piti kavo iz škatlice za prstane. Ja, to je že kontraudarec, backlash. Ampak je klepar, to je pač Today Show, pa par Instagram slike od različnih ljudi in je tako, what is going on? Pa najbolj je cool, če pogledate, se pravi, še enkrat, vsi zapiski so, to, ko poslušate, pa idete pogledati. Ta tretja slika je evska, ker je, veš, ker ni ok avokado. Veš, ker ta prva dva sta ok, a ne? Ta tretja je pa tako. Niga z limono. Ja, ta tretja res ni ok. Mali že gnil. Ja, točno to, ja. Ta četrta slika je pa tako, mislim, da je mal staged, ko ni nič jasen, ker mislim, da je avokado in pa neki s prstom. Ampak tako, no. To se mi je zdelo dosti bizarno, pa glede na to, da je Today Show, bom dobival na Twitterju, ej, to je hoax, ampak lej, mogoče pa ne, no. Ampak... Lej, jaz sem delal, mislim, da pred kakšnim letom, 2-3, idemo reči, tako pred nekaj leti, zato da vse te detajle mogoče majhen ohranimo, meglene, da bom dobil Nataše Pirc-Musar, potem zavrat na neki poroki, in kjer je dejansko tip zaročil svojo izbranko tako, da je kupil kinder jajček, ga odvil, previdno dal na pol, vzel igračo ven, dal prstan noter v kinder jajček skrb dal in ga zavil nazaj v papir in potem pač, ko sta šla na nek piknik, in že to, da je bilo ful vroče, kako bo tisti kinder jajček ohranil, ne, dosti trden, in pa še ne ni bilo do sladkega in je mogel nekaj časa prepričevati, kao, dej ta kinder jajček, dej nekaj boš. Sem ga pa vprašal, če je slučajno toliko časa pač razpiral te kinder jajčke, dokler mu enega ni ratlet perfektno, razpolovi, da je lahko dal noter prstan, da je na koncu za kinder jajčke zagonil več, kot za prstan sam. Če bo ta je ful, da, dej kinderja, pa ne bom kinderja, pa se kaj neče sladke, dej kinder jajček, dej. Super. Dej kinder jajček, no, ta stavek se zelo slabo sliša v kjerenkoli kontekstu. To se strinjam, ampak a to veste, da so kaj v Ameriki so prepovedani, ne? Aha.
Ki je kao, ne? Ker je Ja, choking hazard ali neka Ja. ta fora, je, ne? Ja, res. Ja, Dobro, da Res. ima AR-15 tako široko cev, se ne more zadavati z njo. Ja, slovo. Ja, samo je to dosti res, ja. Evo Box je to, sem da boš vedel že. Ja, Avocado Box, ja, to ima že pravi ime zdaj, Evo Box. ja, to je slabo. To da, lej. Hey, you never know when you're gonna need it. It's Ja. Evo Box. Čak, kdo je za pižamc, ne? Yes, Ja. ja, neč pa gremo iz teh, ostajamo pri teh romantičnih zadevah. Ne? In sicer, samo da najdem link, v Las Vegasu lahko plačuješ striperke, se pravi slači punce, erotične plesalke, eksotične plesalke z bitcoini. Ja, sprejemajo bitcoine, prav da je tudi predvsem zaradi tega, ker je fino, ker ni sledljivo, ne, da pa kao žena ne more videti po izpiskih s kreditne, kam točno je šlo, ampak ne, ni samo to, dejansko si potem, ne, in zdaj, ker včasih rečeš, hej, QR kode, kaj kurac, ne? QR kode so končno zares uporabne, delajo si temp tuje, se pravi te neke tatuičke, ki si jih nalimaš gor na kožo, s QR kodo, ki jo tvoja stranka poskenira in direkt tebi potem lahko nakaže prek tega linka bitcoine pač za plačilo storitev. Ja, to je pol wallet, ne? Ja. Mislim, ta QR koda je bitcoin. To je pa v bistvu čisto do. Ja. To mi je v bistvu ful všeč. Ja, ker kaj, če ne bi mogla imeti nek listek ali whatever, ne, ali pa aplikacijo, tako v bistvu tatu, ki je QR koda do njega, to je pa genius. To je pa zelo kul. To mi je pa dejansko ful všeč. Ja, To okay. poznamo vsi tudi do tatu Tako da, ja, shopa. in ona in potem pač se jo vprašali, ne, kako je, pa prav, ja, da dejansko zelo veliko ljudi plačuje v kriptovalutah, ne, prav, like the people that come here, they're really into crypto, I feel like it's very smart, they're really into that. Ja, Aha. to je to, v bistvu prežijo na te, ki mislijo, da bojo na hitro zaslužili kripto. Ok, Boki, trojka. Ajde, A ja, ajde, to že. Ja, ne, jaz mislim, še malo te bitcoine pokomentirati. A ja, okej, Zdi se, sorry. zelo genius zadeva. Malo se mi smirijo tisti, ki so se dali tako tatuirati tisto, kar eno XY kodo, zdaj pa dejansko koda od katerega računa, od katerega drugega človeka, veš, tako povezano z ja. Bitcoin accountom, veš, kaj mislim. En si je Eni dal imajo tako random. random, eni imajo tako random tiste Črtne kode. te kode, tako natatuirane, veš, ja. Pa me zanima, če bi to skenirali, kam bi bilo pol dejansko kaj nakazano. V glavnem, a sem jaz na vrsti? Ja. Ok, gremo v višave in sicer, ne vem, to je bilo že par mesecev nazaj, sam se mi zdi, da tega nismo omenili v vir zadevah, čakaj da prepopam to. In sicer, ne vem, če ste vi to opazili, to je bilo res na začetku košarkarske sezone, ko so v bistvu leteli košarkarji Oklahoma Cityja so leteli na tekmo, oziroma iz tekme iz Chicaga in so malo pred letom, med postankom, so začutili, pač, ko da je nekaj udarilo v letalo, sicer neč hujšega. Potem, ko so pa v bistvu pristali, so pa videli, da je v bistvu špic, oziroma prednji del aviona, kot Kljun? zlomljen Nos? kljun, ja, bravo. Kot v bistvu lupina od jajca, tako na noter zlomljeno. A ne? Ja, to se spomnim. Ja. Ja. Air Jordan. Tako da, igravci so normalno takoj vse na Twitter, na Instagram in se to dali gor. Jaz sem to v bistvu takrat sedel in bilo res čudno videti, kaj to je, ampak dejansko so prišli do tega, da bi to naj bi ptica naredila. No? Ja, ja. Ja. Zdaj pa ne vem, a smo slučajno to mi že omenjali, zdaj pa se ne spomnim. Ne, jaz mislim, da ne. Misliš, da je bil pelikan? Ne vem. Ampak dost scary, a ne? Mislim, da pristaneš, pa v bistvu vidiš, da ima tako poškodbo letalo, pa da lahko ptica to naredi, kako gledaš lahko velika ali pa mala. Meni se to zdi res čudno. Jaz vem, recimo moja pripetija iz Lige NBA, ko smo enkrat pristajali, se spomnim, da smo pristajali v Utahu, oziroma Salt Lake City. Pardon, v UT, prosim lepo. UT, bravo, v UT. V UT, Anže mora to upoštevati, če kdorkoli na podcastu narobe pač uporablja juto, se pravi ne v ženskem spolu, on želi ti z šihta. Ja, to treba paziti. Pride potem lektorica do njega in njega šibo po golih stopalih. Okay.
My bad. In the great state of Utah, kaj pa tako. In smo v bistvu med pristankom tako, vem, da smo igrali neki back-to-back, ker smo v bistvu večer po noči in smo v bistvu po noči pristajali in se prav spomnim, da nas je polovica spala, pa smo tako se počasi pripravljali, da se spodimo, ker smo dejansko bili tik pred pristankom in pred pristankom govorim, verjetno, ne vem, 10 sekund preden, da bi se recimo kolesa dotaknila tal, tako čist blizu že. In naenkrat se spomnim, da je letalo na vso moč zavilo gor, da nas je dobesedno tako preleplo na sedeže, prav skor noge, tako v zrak, ker je mojster na polno zavil gor nazaj v zrak in so si panika, naenkrat, kaj je zdaj to, vsak, ko je spal, se je zbudil, si neki živčni prešvica in tam si gledamo, kaj je bilo. In v bistvu potem naredil pač cel tak krog okoli mesta in šel še enkrat pristati in se potem v bistvu pilot nam vsem upravičil, da je dejansko bila pomota iz kontrolnega stolpa in da je bil na naši stezi en drug letalo. Tako da je Oh, v bistvu, okay. ja, tako da so bila taka peripetija. V Juti bi bilo še dosti normalno, če bi bil na vaši stezi, tako da bi zalutal en mormon gor. Ne, sem se pravi, eden je že bil tam. Ja, en je bil, zdaj ne vem, je to bil kak večji, kak manjši, športni ali ne vem, pač ta potniški velika, ne vem, ampak v glavnem bil je dejansko na naši stezi takrat, ali je prečkal, ali šel, ne vem, v glavnem je v zadnji trenutek mogel gor potegniti in je v bistvu bilo to, tako da je bila res taka close call situacija. In potem sem se v bistvu takoj spomnil, ko sem videl ta avion v bistvu od igralcev Oklahoma City, ker v bistvu dejansko manjka pol tega nosa aviona, oziroma not opognjen. In je to kar zanimivo, da pristaneš pa da to vidiš. Da, to se mi zdi taka sigurno weird zadeva. No. Ja, milo rečeno. Ja. Ja. Anže, izvoli. Okay. Moja tretja, to mi je pa en kolega poslal. Kje je začeti? No, dej, začni. Bom zdaj dal link noter, pa ne ga odpreti, da prvo nekaj povem, pa bom rekel klikam ta. Okay? Okay. Se pravi, URL, če vidite linka, je Animals, Monkey, Sex, Noses, Mating. Okay. In headline dejansko, zdaj napreden klikne, da še enkrat, je pa For this monkey, a bigger nose means a better sex life. In jaz sem tudi to videl, jaz sem URL videl, pa videl sem headline. Ne. Zdaj pa, če kliknete gor, prosim, pogledajte to sliko. Jaz tem opicem nikoli nisem še videl življenja. Kjer je? Nosana, čakaj. Ja. Ne vem, kaj je bolj impresionantno, ne ježka frizura ali dolg nos? Dejansko že nisem videl te opice. Jaz mislim, sklepam... Ja, v Savcu jih ni. Ne? Ja, v Savcu jih ni, to je dejstvo. Ja. Hoče znati, ko veš, da... Sklepam, da mogoče sem jo videl, ampak mene je pač ubil, ker sem videl pač ta For this monkey, a bigger nose means a better sex life. Ampak zdaj pa elaborate, zakaj? Ja, to pa zaradi tega, ker potem samice pri parjenju in kako zgleda in kaj je velik in pol zvoke spušča in ker ima večji nos, ima tudi večje jajca, ne vem, kakšna je korelacija, ampak to piše, pa da ne bo tako, to je National Geographic, res nisem dal spet unga express.co.uk ali whatever. Okay. Ampak dejansko tule, ko je en posnetek, ko je nekaj prežveči, ta nos samo dejansko tako miga. Ja, to je proper nos, pa dejansko je to neka raziskava, pač tako, res ni bullshit, ne vem, kaj reči. Ampak mi je pa ta fotka me v bistvu ubija. Pižan sproma, že sem po mojem to res zdaj že videl, da to čist priznam, ampak ta slika s tem headlinom me je pač uničila. No, Nosan oziroma rilčar, ne? Nos ima pa približen tak, kako ne blob ribe, veš. Ja, mislim, res gleda na robe, ker kao niso vedeli, čisto zakaj ima, ne. Zakaj, še zdaj ne štekajo, čisto zakaj je evolucija jim nos dala, ne. Tako da, kakšna evolucija, da bi boko. Glavnem, ampak načeloma... Ne, splača se pogleda ta video, ko je v bistvu 2-3 minutni tu zraven na tej strani, tako dosta mi, ko se žvečijo, pa derejo, pa ne vem, tako nos, kot da bi bil del, mislim, ja, okej, je del obraza. Kot da bi bil del, Hočem reči, ne vem, se premika. Res je. Viška, jaz sem to opico po mojem, mislim, res nisem, ta slika je nora, no. Jaz ne vem, kaj razgledeš, ta fotka je res dosepska. No. Ta res, mislim, še so nos zdaj večati. No, se to, ta kolega, ki mi je pa to poslal, ne, ima pa ogromen nos, ne.
Mislim, da se je hotel hvaliti. No, moj kolega je Tone Partlič. Ne, to ne, Jure Živja, on skoraj jih posluša. On je to poslal, ker model ima velik nos, ne, tako da mislim, da je hotel še kaj drugega povedati. Ampak ja, me pa ubila me ta fotka me res malo ničila. No, kaj tako. Ne, top, to se mislim, evo, pa vem nekaj več, vidiš. Ja, pa zanimiv članek, res se splača se tako prevedati, pač, kako so pač raziskovali, pa da na koncu v bistvu piše, da še zmeram v bistvu, da niso še čist zihar, no, zakva, a ne, je res toliko ogromen, a ne, ampak je tako, pa zanimiva povezava, ja, pa še tako nek prav podatek, ki sem za jajca pregovoril, čak tom prav najdel, tako prav piše, koliko večja so. Mislim, a misliš, ko imajo sezono parjanja, da se te opice pa tako zanalaž, veš, ko skačejo z drevesa na drevo, falijo, da se zaletijo z nosom not v deblo, veš, da jim uteče. Če malo teče, da jim uteče, yes. To ne bo naslov tega podcasta. It turns out that the male proboscis monkeys with large noses tend to be bulkier than the small-nosed kin. They also sport bigger testes up to 1.2 inches wide, upping their chances of fathering female offspring by producing more sperm. In tak naprej. Ampak ja. Kaj, 1,2 inč to centimeter, že googlam, to smo mi. 3 centimetre se pravi, ne, širine. 3 centimetre širina. Kaj točno to pomeni, ne vemo, ampak... Ja, čak malo, predstavljaj si, koliko več je to enega materiala po notri jajcih. A zdaj, gremo fiše zračunati, pa volumen. Doktor Godler na pomoč. Ja, točno to, res, mi smo taki znanstveniki, to je noro, res, ker ljudje pridejo zaradi tega to poslušati. Ne? Itak. Tako da, ja, okej. Še vedno so. Ne, lepo. Ja, no, ta slika mora biti, ta slika zmaga, ne, to sliko ladaš, lahko prepokaš. Ne moram. Pismo, škoda je. Ja, ki je preveč dobra. Mu nekaj drugi. To sliko da bom ben poslušal, bo sam sliko gledal. Rekel, to je to, evo, to je največ, kar lahko dobimo od tega podcasta. To je to. Dobro, da je zaston. Lepa. Kdo je zdaj pižamc, ne? Ja, neč, pa ostanimo pri telesnih funkcijah. Imamo znanstvenike, ki se ukvarjajo z prebavo človeško. Ne? Kako poteka, kako zdaj te neke mikro, te ekosisteme, mislim, niso glih ekosisteme, ampak pač te stvari, kako so razparcelirane od želodca, tankega črevesja, debelega črevesja in tako naprej. No, in imaš jih z Monash University pa RMIT University, sta te univerze, ki sta pod vodstvom dveh raziskovalcev, Koruš Kalantar Zadeh pa Peter Gibson, so v Nature Electronics objavili članek pred kratkim, da so zdaj naredili neko kapsulo, oziroma pilulo elektronsko, ki jo poješ in potem, ko potuje skozi tvoj prebavni trakt, meri, koliko kakšnega plina je na posameznem področju. Zaprav tako, da potem na ta način raziskuje dejansko, gre za na nek način, oni so sicer pač dal, da je to pilulo, ki jo lahko pogoltneš, lahko potem na telefonu slediš razvoju svojih prtcev, kar se sliši zelo tako nekaj, kar bi ljudje počeli radi, ampak v glavnem gre tako, da ne gre za neko masovno prodajo, ampak vse skupaj ostaja še vedno v polju, v domeni znanosti in so ugotovili pač, da dejansko je pa tako 26 mm dolga, pa 9,8 mm, ker pač je treba biti natančen, ne moramo reči 10 mm v širino. Prav, da je pač tako kot velik vitamin, če kliknete na link, boste tudi videla, kako je vse, imaš baterije, neke antence, senzor za temperaturo, senzor za pline in tako naprej, imaš tudi potem oddajnik noter, brezžični, in so ugotovili, da poprečno potrebuje 20 ur, da pride se pravi od takrat, ko pogoltneš, da se izloči, in da imaš potem 4 ure pa pol je v želodcu, 2 uri pa pol v tankem črevesju in pa potem 13 ur v debelem črevesju, pa pol kako neki ogljikov dioksid, pa vodik na začetku, kasneje se potem kisik nabira in pa pol so še tako dal, so rekli, zdaj bomo pa sprobali na enem osebku, da imamo to, kako kaj vlakna naredijo.
ne, in je najprej imel 2 dneva, preden je pojedel pogodnjo tabletko, je imel 50 gramov vlaka na dan v prehrani, potem pa in je trajal 23 ur. Da je jo izločil, pa pravi, da ni bil glih srečen, ker je zaradi te visoke vsebnosti vlaklin ga kar bolelo v želodcu. Potem so imeli ta nizko, vlakninsko prehrano in ki je pogoltnil pilulo, je trajal malo manj kot 3 dni, da je prišla ven. Ok, to je pa informacija, ki... Ja, ampak dejansko so potem, ko je po 36 urah še ni bilo ven, samo rekel, da je zdaj malo več vlaken pojej, da vlaknin pojej, da bo šlo malo hitreje. Tako da, da dejansko pač, če ne ješ dovolj vlaknin, potem vodik ga ni dovolj v črevesju, kar pomeni, da se tudi fermentacija ne dogaja. Karkoli to pomeni. Nisem prehrambeni strokovnjak. Okay. Mislim, zanimivo, s čim se ljudje bavijo. Mi je pa kot tehnologija mi je pa dosti nora zadeva. No? Tako, prvič povem, kot tehnologija se mi zdi pa kar v redu. Tako, pa dejansko si to na Ars Techniki najdeš, tako da to je kar za verjet pol. Ne? Pa slika je dosti epska. No? Dejansko si lahko predstavljamo, kaj bi bilo, če bi to pilulo imel model zanč na avionu, ki so morali prstati. To sta zasledila. To sem videl, ja. A si videl to? Okay. Ne, nisem. Tip je mega prdel na letu. Na letu, ki je bilo, šli so v Amsterdam, mislim, z Rusije, z Ukrajine, in so morali pristati na Dunaju, zato ker je pač res mega prdel in so ga vsi prosili, kao še pilot je v letu med podnega, se lahko umiri, ampak on se ni hotel. In pa so njega, pa mislim, so se celo neki prerivati, pa klofati hoteli in so potem 4 odstranili dol z aviona. Ja. What? Zaradi izpuščanja plinov? Ja. Ne, zaradi mega prdenja. No sej, ja, ok, mega. To je najboljša lestvica ever. Ja, to je ta, veš, ženske ne prdijo, to vsi vemo, ne? To se pač ne dogaja, ne? Pa imaš nekaj malo prdijo, vem, to je šala. Imaš pa nekaj malo prdijo? Ne, jaz sem hotel citirati zdaj Pavla Knobla. Ženske pomalu se stremujejo, včasih pošajo, pomalem potiham, počasih ga hočejo tajiti, ne morajo to skriti, če ho za ne zve, pa nos pred spove. Wow, bravo, Pavel. V glavnem, ampak všeč mi je, da je na skrajni desni te lestvice je mega predel. Ta besedna zveza je top. Če ki bom dal tle link noter, se pravi, leteli so iz Dubaja v Amsterdam. The source of the anger was an elderly man who was noisily passing wind and refused to stop when disturbed passengers asked him to. Top. Ne sramneš. Ampak pa so pa oni, ki so rekli, da pač da 2 so jih dol, da mi smo bila sam zraven, smo sedela, tam nič nismo počela, da kao ne bi še celo pol ta ekipa, posadka, da ne bi bila zelo provokativna, pa še mešala drek. Dobesedno mešala drek. Pa lih Transavia let je bil, ko sem zvečer. Meni se pa zdaj nekaj čudno, zgleda lih na istem sedežu sem sedel kunke, mi je bilo skozi nekaj tek sumljivo. A je bilo toplo? Ja, bilo toplo. Že začetku, ko sem se sedel, tako iz prve. Ampak meni je pa ful smisel naslov, če se lahko vrnemo nazaj na tisto tvojo pilulo. In sicer, with ingestible pill you can track fart development in real time on your phone. Real time on your phone. Znajo, tudi Ars Technika ima clickbait naslove. Nima jih sam ekipa 24. Paš kaj sem sam škodil, ta tableta mi deluje dost velika pismo. Ne vem, no, vama ni. Ja, no tako na dlani, ni mala. Ne, pa dobro, ok, sam ni pa ogromno. Dejansko je neka tableta, jaz sem mislil, da bo dosti večji, po pravici. Kaj pa če ti stane noter, pa ti pol do konca life v real time. Pa je, da nič ne ostane noter, ne. Klint, poti pa to stane, pa imaš non-stop, tudi po noč, ko spiš skozi iPhone notifications ti prihajajo, skozi ping. Predvsem ping se non-stop dogaja. Se je zvišal z 0,4%. Sam veš kaj, kad le dobiš notifikacijo, ni ping, ampak je Kaj smo videli? Če je Junata bil to, pa je sam notifikacije dobival.
A se Lezla, pa ni bilo jasno. spomnite, da smo se mi v vesolju pogovarjali, da smo podcaste včasih. Nizko smo padli. Ja, nismo res. Ja, šli smo iz makrokozmosa v mikrokozmos. Ne, veš kaj, šli smo iz Dubaja v Amsterdam. Pristali pa na Dunaju. Lahko gremo enega hitrega, pa bomo kakšen vesolje imeli mogoče še. Okay, Bok, imaš še kaj? Nimam kaj, ti bi vedel. No. Lahko jaz nam iz Bokija eno športno. No, dej. Ajde. Kobe Bryant je dobil Oskarja. Ja, to je pa res, ja. Jaz ne vem, kaj si mi... A kdo videl ta short ne, ampak je na YouTubeu, tako da bomo dali link. Aha, ok, se da, na YouTubeu. Ja, to je kao pesem, ki jo je napisal, ko si pač nehal aktivno igrati košarko, se pravi, ne piše samo Tina Maze pesmi, imamo tudi druge športnike, ki se ukvarjajo s poezijo in so potem risanko okoli tega naredili. No. Ampak sem pa tudi sam zasledil, pa nisem še šel pogled, tako da ne vem, zdaj ne morem nič soditi o kakovosti poezije, ampak glede na to, da so bili na All-Star Weekendu Mingosi, si kar upam trditi, da je nad nivojem glasbene ponudbe na All-Star Weekendu. Ja, modelno dejansko Oskarja, kar je pač ok. Ja, it's a thing. Ja. Se pravi, ta tip ne more zgubiti pismo. Ja. On res ne zna zgubiti. To so te Italijani. Ja, ne zgubi on, zgubi samo Hilova tetiva, ta je bila nesravna, ampak je bilo pač res. Da, ta je res nesravna. Not ok, not too soon. Še vedno too soon. Ta bo too soon zavedno. Ja, to je dosti res. I pa govoriš o enem najboljših ever. Ja, to je res. Vsaj Zaza ni padel na Anga. Zaza na vse pade. Čeprav, a ste videla to, ki je kao na Westbrook'a padel, ne? Ja, tam se je padel, da ga je zahaklo. On ga je zahaklo. Jaz ne razumem, zakaj to ni očitno. Sorry, če tebe en z nogo za kolen zahakla, padeš. Sorry. To ni tako, da zdržiš, ali jaz ne vem, kaj ljudje pričakujejo. Veš kaj, Zaza ima zdaj že malo naslaven glas, kar ste ga čutili, odkar je lani namerno ali pa ne namerno poškodoval Kawhi. To se strinjam. In zdaj karkoli bo naredil, zadnjič je Steph Curry stopil na njegovo nogo, ko je šel prodor. A ste to videli? Ne, to nisem videl. Spravi, njegov soigralec Steph Curry je šel prodor in je pač stopil na njegovo nogo in si mal zvil gležen. In zdaj je spet Zaza krivo, kaj? Ja. A veš, kaj mislim? Ja, mislim, kam naj še gre, ne? Edino, kar naredi, se usede, pa ne igra več, ne? Tako da, ja, malo se pretirava, no. Vse, če me vprašaš, no, tako. In zdaj je on tista redna stranka, da karkoli bo zdaj naredil, bo itak on kriv. Ja, to je dosti res, ja. Nekako res tako prav očitno je bilo, da ga je model zahaklo in potem si vsi kar lažejo, kad posnetke gledajo. To je meni tako smešen. Res je. Čakaj, je bil pa še ena, pa zdaj se nam spomnil, kdo je, pa če v kjeri sam vem začne narediti, se videl, kaj en tip tako, pa kam ima tudi že neko zgodilo, pa on kar tako malo porine druge, tako med mislim, vklop, ali pa mislim, da je če ki je Lebrona, meni se zdi en let nazaj, kako če sem prav pogledal. No, dokler ti gledal, se lahko. Znano mi je, ne morem se pa spomniti, koga misliš, ampak kot da bi nekoga imel. No, Anže, dej. Ne, hodil sem samo reči, da če smo že prej, kaj ima ta novica? Jeff Teague. A ja, ne. A ja, kva? To bo prvi slišam. To ga je lani, je bilo, ko so igrali s Hawks in ga je pač tako direkt porinu, prav vice, čakaj, da bom dal, tako udrine ga je z bokom, da odleti noter in polje. Prejšnji teden je pa, čakaj, evo, da dam tele noter. Ricky Rubio, a ni Ricky Rubio potisnil? Ja, Rubio, ja, tako direkt, da je na klop parletu noter. Ja. Ok, to pa nisem vedel. Orenga je butno, res, ja. Ok, zdaj sem pa videl posnetek, to je kar bed. Ja. Sem že hotel. Kaj pa ta novica, da je zdaj, gledamo, to je NBA Corner, podrobnosti očitno s tem bomo zaključili. Ja, moramo mal, ki je J.R. Smith suspenzijo, ki je juho vrgo, bomo že kar ne. Ne, res in pa si imel en brutalen članek na theringer.com, ki so se pogovarjali, kakšna juha je bila. To je edina stvar, ki je važna. Jaz ne vem, ali je letel, da so naci za komentar. Ja, ne, kaj, to sem pa razmišljal, ker ti Američani imajo res tako, se mi zdi, da so ene juhe so tam ful ponarodele, se mi zdi, da pri nas imaš tako, ne vem, govejo, a veš, fižolova, paradižnikova, še lahko rečeš. Ja. Pa gobova, ok, pa že ti začneš s temi porovimi, pa ne vem kva, že mislim, da se z malo duši izpadeš. Američani imajo prav neka taka imena. Lobster bisque. Ne, to je še v redu. Clam chowder. Ja, no, te dva sta saj tako po vsebinah, pa imaš pa kar neki, mema džema, vlede sup ali neki, a veš, pa tako. Džembaleja.
Ja, Jamfleja. ja. Seafood gumbo. Res. Točno to. No. Ja, Mislim, da oni imajo ful to neko folkloro s temi juhami, no? Ampak mi je bilo tako dobro, ker so se vsi potem sprašvali, kje je juho, je vrgel, kako jo je vrgel, kako vrgeš juho, v čemu jo je imel, pa če je bila v krožniku. A so prišli do dna potem, kako to? Ne. Do zaključka. Kolikor vem, ne, samo špekulacije so. Ne. Pa meni je bilo najbolj kul, cool, kako so se sprašvali, kako vrš juho, pa sta dva rekla, kot frisbee, kao. To je pa jasno. Sam ziher, ali še Američani skoraj večkrat, tako, razen če res neš v restauracijo, se vse, ampak recimo na treningih, pa v praksi facilitih, pa to, doben ne bo jedel v krožniku juhe, ampak ti vzameš tak kap. Ja, valjda, kap, ne. Predstavljaj, kot v Starbucksu, tisti malo srednji kafe, ali pa za večji kafe, tak kap, tega. Po mojem je tisto letelo po zraku, če me vprašaš. Ja, se jaz tudi mislim, da. Ja. Sam kaj je bilo notvoke? Jaz rečem, da je bil seafood gumbo, tako mi najbolj deluje nekako. Končal je z 2 mesnima kroglicami in 4 školkami na laseh, testininskimi. Okay. Noč, to je bil NBA koordinat podrobnosti, ki očitno ratuje res stalnica zadnje cajte. Ja. Zdaj ste meni kul. Znanstvenimi vsadki raznih opis z dolgimi nosovi. Ja, več ali manj. Mislim, smo šli do konca, kaj 19 weird zadev, se temu reče. Hvala, ker ste poslušali. Pižama, prosim, admin. Aparatus si podpri. Ta podcast lahko plačate 4, 8 ali 12 evrov mesečno, gre seveda v nakup teleskopa, s katerim bomo znova zrli v zvezde, da se bomo premaknili od teh mundanih, vetrovnih stvari, s katerimi smo bili preokupirani danes. Sicer pa se nam pridružite v debati na spletnem mestu Aparatus, legitimna FB skupina na družbenem omrežju Facebook, kjer pod objavo o temle, dajmo, ne vem, kaj bi lahko debatirali danes? Kjera juha je bila? Kjera juha? Sprejemamo tudi recepte za juhe. Dajmo pod objavo narediti draft juh. Naredimo nabor juh, pišite od spod, kaj vam dogaja. Se bomo dali ta navodila tudi v samo objavo. Sicer pa aparatus.si smo na Facebooku, aparatus_si na Twitterih in pa seveda tudi podrobnosti_si na Twitterih, kjer skrbi naš služen strokovnjak, ki trenutno prišel z mraza. Kaj praviš? Tega prstnika. Slabo. Slabo, jaz ne morem tega teatra. Še premalo kašla, tega ven še za 2 uri. Ta teatr je toliko prajsla zdaj noro. Če ne bojo oslovskega kašla, ne smine za nadpajto. V glavnem, jaz mislim, Boki, kje se tebe najde na internetu? Vero. Konec je WeChat, zdaj si na Veru. Torej. Vero, nimam še dobenga, ki me sfollowa. Čakaj, dejansko si akaunt naredil, ali si se bal? A si me slišal? Vero. Okay, redo. Tisti, ki me zafollowa na Vero, garantiram, da followam nazaj. Okay, ampak si pa še vedno Boki najbolj na Twitterju, je res? Ja, ampak se osredotočam predvsem na Vero. Žanski, jaz imam ti na internetu. Čakaj, ni to next big thing, no, čak malo. Res ni. Pa kak ni, no, če zanj je pisalo, da je. Ej, na internetu v marsikaj piše, le opice. V glavnem, Žanski, jaz ti na internetu. Jaz sem na internetu, kjer nekaj velja beseda, kjer naštejejo samo slike svojih nosov. In sicer na Twitterju sem Pižama, na Facebooku Boštjan Gorenc Pižama in na Instagramu Stric Bedanc. Odlično, jaz sem pa Anzeto na Twitterju, Instagramu in Snapchatu, ne pa na Veru, ker so hoteli. Ne še. Ne, telefonsko so hoteli, so se mi malo zamerali. Ne še, ne pol reči, sej si mi rekel, da ne boš to slučajno rekel. Ja, prav si imel. Lej, ker si bom naredil account, bom imel... Ker te ne bom poslušal. V Bajotu na Veru bom imel Boki je imel prav, če res rada stvar, vredno, to bom napisal. Ja, sem pač mogel plačevati. Lej, bom pa plačeval, nima veze, bom plačeval, pa bom imel v Bajotu. Pridite na Vero, ker dogaja, Boki Nahbar vas čaka, gremo. Tako da, donirajte za Aparatus, da bom že lahko plačeval naročnino na Vero, zato ker je že zamudil najbrž na 1 milijon prijav.
Krajst. V glavnem, to so bile 19. weird zadeve. Dajte še kakšno oceno v iTunesih, to tudi pomaga, se jih dajete. Imamo, so kaj napisala že, da je kaj za prebrati, da preber kakšno, imamo kakšno besedo. Ne vem, nisem 100 let že gledal, ki si me zdaj najdel. Jaz bi to rekel, res hvala ful vse za te za komentarje, pa vse to, pa tisti, ki pošiljate te razne linke za weird zadeve, ali na podrobnosti Twitter, ali na moj Twitter, kakor thanks, zato ker dosti tistih, če gledam skozi zgodovino oddaj, je bilo kot poslušalcev, tako da bi treba dati respekt poslušalcem, ker v bistvu so vaši linki dosti. Glavnem, zdaj pa mislim, da bomo rekli adijo, jaz bom sam rekel adijo, Pižans bo sam rekel adijo, potem pa to, kar vsi čakamo do konca vsake epizode podrobnosti, Boki se že pripravlja, tako da jaz rečem adijo, Pižama. Adijo. Srečno pa ne za večno, pridite na vero.